Z osamosvojitvijo Slovenije se je začela tudi pot k samostojnosti slovenskega poštnega poslovanja. Predvsem so bila zahtevna področja, ki jih je v večini urejala Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, kot so vzpostavitev mednarodne poštne logistike, ureditev samostojnega denarnega prometa na poštah in začetek samostojnega izdajanja znamk. Sestavljeno PTT podjetje Slovenije je dan po razglasitvi neodvisnosti izdalo priložnostno poštno znamko. Oblikovalec Grega Košak je za motiv izbral osnutek slovenskega parlamenta arhitekta Jožeta Plečnika. Znamko je natisnila tiskarna Delo v Ljubljani v nakladi 2 milijona. Mednarodno priznano poštno znamko lahko izda le uradno priznana država, članica Svetovne poštne zveze, kar pa Slovenija še ni bila. Uporaba teh znamk je bila zato prepovedana do 8. oktobra 1991, ko so jih ponovno dali v promet. Konec novembra je bilo pripravljeno vse potrebno za tiskanje prvih rednih slovenskih poštnih znamk z motivom slovenskega grba. Izid znamk je bil predviden ob prvi obletnici plebiscita, zato je na znamkah zapisan datum 26. december 1991. Slovenska pošta je popolno samostojnost dosegla 27. avgusta 1992, ko je bila sprejeta v Mednarodno poštno zvezo.